Društvo je bilo ustanovljeno leta 1936 pod imenom Kranjska živalca. Pol se je leta 1939 preimenovalo Društvo rejcev malih živali Jesenice, delovalo je pol do leta 1941, do začetka vojne. Pol je pa spet zaživelo leta 1960 naprej, nekje bolj tako, do leta 1980, pol je spet malo umirval, od leta 1993 naprej je pa stalno vsako leto razstava Društva rejcev malih živali, ker prej ni bilo, tako da je redno čist skozi od 1993 leta do danes. Koliko članov imate v samem društvu? V društvu imamo 30 članov, nekih 4-5 so tudi iz Avstrije, Špitala, mi smo tudi pri njih včlanjeni gor v Avstriji, tako da kar lepo sodelujemo. Vaše društvo je dokaj aktivno in vi se večkrat predstavljate na različnih razstavah, ne samo doma, temveč tudi na mednarodnih razstavah. Kje vse ste bili letos? Letos smo bili že spomladi aprila v Italiji, v Gorici, kjer so nas Forženje Julijske krajine povabili, da smo razstavljali. Pol je bila septembra tam nad Filahom v Arijahu razstava parov, to je bila mednarodna razstava, ker so razstavljali iz Nemčije, Švice. Pol oktobra smo razstavljali prvo v Špitalu, na društvu z njimi sodelujemo. Pol konec oktobra smo sodelovali v Celovcu na Alpe Adria na razstavi, trenutno zdaj tukaj. Pol drug teden v Kranju, zadnji vikend novembra pa v Celju, kjer je državna razstava slovenska. Kako pa se društvo financira? Ja, društvo se financira s tem, ker dobimo teh prostovoljnih prispevkov na razstavah, tako da bolj šloh, ni tako. Ja. Ob današnjem koncu te tradicionalne razstave pa pripravljate še posebno prireditev v počastitev 80-letnice in pa podelili boste priznanja in pa medalje. Ja, letos res, ja. V 15. uri imamo podelitev priznanj pa praznovanje obletnice, 80. obletnice društva. Izdelali smo tudi, naredili smo bilten na 80 straneh, povabili smo bivše člane župana občine Jesenice, potem pridejo gojitelji iz Italije, iz Avstrije, tako da bo kar lepo. Vaše poslanstvo pa ni samo predsednik društva, temveč ste tudi sodnik. Kako je potekalo ocenjevanje za tokratno razstavo? Ocenjevanje je potekalo tako, v petek ob 9. je potekalo ocenjevanje. In sicer so ocenjevali en sodnik morske prašičke, pol sodnik za golobe posebej, sodnik za perutnino, pa 3 sodnike za kunce. 2 sta bila iz Slovenije, eden pa iz Avstrije. Tako da so kar lepo ocenili, tako da imamo kar veliko priznanj za data, ker so res dobre pa lepe živali. Smo bili pohvaljeni že z vseh strani. In kakšna so pravila pri ocenjevanju? Ja, pri ocenjevanju so pravila precej stroga, tako da od teže do dlake, do posebej pa teh pasenskih značilnosti, ki nas smejo odstopati, tako da je treba kar biti fejst pazljiv na tem, če se s tem ukvarjaš.